Nahajamo se na stadionu Ljudski vrt, kjer bo v nedeljo potekala otvoritvena slovesnost Olimpijskega festivala Evropske mladine. S pristojnimi smo se pogovarjali o programu same slovesnosti, kako bo zasnovan, kje bo kdo sedel, v bistvu v kakšen namen bo uporabljen Ljudski vrt. Pogovarjali smo se tudi o sami konstrukciji odra, kako so ga postavili in pa seveda o prekrivanju svete trave. Ja, na Ljudskem vrtu mislim, da več kot 10 dni intenzivno že potekajo dela, demontaž, montaž, seveda na načrtovanje večmesečnega dela, zelo planiranja vsake podrobnosti statike, vsakega stola, demontaže, montaže, vsake logistike, prevoza. Izbrali smo si specifično prizorišče, za katero je za nas vse skupaj mislim zelo pomembno, pa eno zelo tudi čustveno prizorišče. Zadaj ima pa tehnične zahteve, dali smo si izziv, katerega smo z veseljem sprejeli in jaz mislim, da se vse kaže, da gre vse po načrtih in bo eno res čudovito prizorišče otvoritvene slovesnosti. Otvoritvena slovesnost se bo začela že malce prej kot ob 20:30 in sicer zelo pomemben del otvoritvene slovesnosti je parada športnikov, ki se bo pričela v športni vasi in potem seveda šla po Gosposvetski cesti do stadiona Ljudski vrt in potem vstopila tudi na to prizorišče. Tako da sam koncept te prireditve seveda je namenjen mladim, tako da mi smo zasledovali mladi za mlade, tako da smo nekako angažirali mlade, uspešne slovenske talente, ki bodo pri tem sodelovali, tudi režiser spada v to kategorijo po 30 let, razen seveda izjeme Orkestra Slovenske vojske, ki pa mogoče tukaj mladi po srcu, pa malo mladi po letih. Trava se pokriva z portaflorom, posebej za to prilagojena. Je portaflor, torej ta pohodna plastika, narejena samo za stadione, za pokrivanje nogometne trave, kjer ima luknjice, diha, s tem, da se trava vlaži, da lahko diha in je po domače ne zakuhamo. Obisk na vseh športnih prizoriščih in pa na vseh obstranskih dogodkih je brezplačen, tako da seveda vabimo vse Mariborčane, da pridejo podpreti in navijati za vse športnike, še posebej pa za naše slovenske reprezentante.